Danes bi jaz rada z vami začela v bistvu na malo drugačen način. Jaz grem vsako jutro ali pa če le skoraj vsako malo na sprehod in gledam naravo in vedno si rečem, zato da sama sebe spravim v dobro voljo, da začnem dan pozitivno in gledam naravo in rečem, in se igram eno igrico, ki sem jo enkrat že povedala, lahko jo še enkrat podelim in gledam in rečem, ti si moje najljubše drevo, ali pa ti si moja najljubša travica, ti si moj najljubši ptiček, ti si moja najljubša rožica. In ko to govorim, pa samo opazujem in se razveselim vsega, kar pač vidim okoli sebe in vedno se začnem dosti boljše počutiti. Vsaki stvari rečem, ti si moj najljubši kamen, ali pa ti si moj najljubši plevel, ti si moja najljubša rožica. In na ta način nekako dvignem svoje razpoloženje in lahko svoj dan začnem res zelo pozitivno. In moram reči, da ko grem to poleti ali pa jeseni, ko je polno barv, je to čisto enostavno narediti. In ko vse cveti. Ko pa zdaj v teh dneh, v november, ki je bil naporen, december, ko ni bilo sonca, ko je bil dan za dnem dež, je pa težko to narediti, pa težko je dvigniti svoje razpoloženje, pa težko je gledati ta drevesa, žalostna megla, dež, mraz in so drevesa brez listja, brez barv. In tako težko je v bistvu reči, ampak vseeno pogledam drevo pa rečem, ti si moje najljubše drevo. In se kar mora malo spomniti, pa malo prisiliti. In tako se mi zdi podobno, je tudi obdobje, ko pridemo, v katerem ste mnogi od vas sedaj, v katerem ste mnogi od vas sedaj, ste v enem takem obdobju zime ali pa jeseni, novembra, decembra, deževnega časa. In težko je takrat biti dobro razpoložen, ko je megla, ko je tema, ko je toliko enih težkih stvari se dogaja. In kaj takrat ljudje naredimo? Ena stvar je, da vemo, da je to samo prehodno. In tako kot je ta letni čas samo prehoden, ko spet bo prišla pomlad, za nekaj mesecev bo spet narava zbrstela, spet se bomo čudili vsakemu poganjku, spet bo vse brstelo, spet bo sonček, spet se bo ogrelo. In vemo, da za vsako zimo pride pomlad, poletje, jesen. In vemo, da vse v naravi kroži. In tako je tudi naše razpoloženje. Tako da, kadar smo tako v takih stiskah, kot ste mnogi izmed vas, je prva stvar, ki jo morate vedeti, da je to samo prehodno, da bo to minilo. In da bo prišel spet čas, ko bo brstelo vaše življenje, ko bo polno sonca, ko bo polno vsega dobrega. To je prva stvar, ki jo morate vedeti in ki jo morate zaupati, ker tudi če prav zdaj izgleda, da je zunaj tako, da nikoli ne bo boljše vreme, da bo vedno megla, da bo vedno ta kratek dan, vsi vemo, da to se zamenja, letni časi se zamenjajo, zemlja se zavrti, sonca je vedno več in pridejo pač drugačni letni časi. In tako ste vi zdaj, marsikdo od vas v enem takem letnem času, turobne jeseni in zime. In prva stvar, ki jo morate vedeti, je to, da bo to minilo. Tako kot bo letni čas se zasukal, tako se bo vaše počutje zasukalo. Absolutno se bo. Seveda pa je treba v to nekaj vložiti. Je čas, v bistvu je to čas, ko mora staro umreti, da lahko novo zraste. In zato ste tukaj na terapiji, da neka stare stvari morajo iti iz vas. Neka stara prepričanja, stari občutki, stare zgodbe, jih moramo iz vas očistiti, da lahko nastanejo nove zgodbe, nova prepričanja, novi občutki. Tako, to je prva stvar, ki jo moramo vedeti v povezavi z naravo. In druga stvar, ki je tudi zelo pomembna, je pa to, da ta čas si vseeno polepšamo in zato si prežgemo lučke in zato vseeno občudujemo drevo, tudi če nima listja ali pa gor je tako posušeno, bogo, rjavo listje, vseeno lahko občudujemo drevo, vseeno si prižgemo lučke, si zakurimo v kaminu ali si odpremo radiator, vseeno nam je lahko toplo, vklopimo si božično glasbo, naredimo nekaj, da si vseeno polepšamo ta čas. In to je druga stvar, ki se je lahko iz tega zunanjega življenja, ki ga zdaj živimo v teh mesecih, prenesemo na našo notranjost. Da je to tudi čas, ko si lahko pomagamo. In zato so te terapije, zato je to čas, da se obrnete navznoter k sebi in da se ukvarjamo sami s seboj in da si tudi polepšamo
da si polepšamo, tako kot si lahko polepšamo te jesenske, zimske dni z lučkami, z glasbo, z kakšnimi darilci, ki jih kupujemo za božič, z okraševanjem, z karkoli imate radi, gospe, ki rade dobro pečete, diši, to so vse, ali pa čajek, ali pa ne vem, to so vse stvari, s katerimi si polepšamo. In ravno tako si lahko polepšamo tudi svoj notranji svet. In zato je ta hvaležnost, ki ste vsi dobili bloke, če ga slučajno kdo ni, naj piše na mail, da pošljemo še to, je tako pomembno, da si notranji svet polepšamo, da pišemo, zakaj vse smo hvaležni. Da ne ostajamo samo v turobnosti, megle in težav, ampak da pišemo, zakaj vse smo hvaležni. In zato vas res vabim, da najdete 10 stvari vsak dan, zakaj ste hvaležni. In ta teden sva se z gospo Metko smejale, ko je rekla, uspela sem eno stvar napisati in ta je bila, hvaležna sem, da lahko sploh eno stvar napišem, za katero sem hvaležna. Tako da včasih je težko, Nada, napišite mail, bo Kristina poslala. Včasih je težko najti, zakaj smo hvaležni. Poskusite že s tem, da ste hvaležni, da imate telefon, da lahko svoje najbližje pokličete. Da imate računalnik, s katerim se lahko povežete s celim svetom. Da imamo poln hladilnik, da imamo, ne vem, nekaj lepega za obleči, da imamo vseeno kakšno rožico v hiši. Dajmo najti 10 drobnih stvari, pa mogoče za jutranjo kavico ali pa čajek ali pa karkoli. 10 drobnih stvari, za katere ste vseeno lahko hvaležni. Prav? Tako da to je nekaj, kar vas vabim na ta način, tako kot lučke prižgemo, si lahko tudi mi lučke prižgemo znotraj nas in ko pišemo, zakaj vse smo hvaležni, to tudi čutimo, doživljamo. Prav?